V Trebnjem imajo velike težave predvsem s temenico, ki je med drugim iz leta v leto bolj zaraščena. V primeru občine Trebnje je treba počrtati, da se večina občine uvršča v območje velike vodno-ekološke občutljivosti, kar pomeni, da bi na primer ukrep dodajanja aditiva v gnojnico lahko zmanjšal kmetijsko onesnaževanje. S tem seveda v celoti ne bi odpravili težav, ki jih imamo, po drugi strani pa bi bil to vsaj nek začetek, kajti v tem trenutku tudi začetka ni. Z dodatki se spremeni mikrobiologija v gnoju, namesto gnitja pride do fermentacije, posledično pa postanejo kmečka gnojila naravi prijazna, zatrjujejo strokovnjaki. Med drugim na ta način že nekaj let gnojijo v občini Mirna Peč. S tem, da Mirnopeška občina in pa Mirnopeški govedorejci, govedorejsko društvo so se dogovorili, da jim Mirnopeška občina prispeva 50% vrednosti tega preparata na vsako kravo. Pobudo podpirajo tudi v društvu Bober, okoljskem gibanju Dolenjska. Predlagamo, da se ta pobuda ali pa primer dobre prakse se pravi predstavi vsem občinam, katere seveda upravljajo z reko Krko, se pravi od izvira do izliva. V zvezi s pobudo za subvencioniranje uporabe aditiva so se na občini Trebnje obrnili na Kmetijsko-gozdarsko zbornico Slovenije ter Ministrstvo za kmetijstvo in okolje. Če na zbornici vidijo možnosti za tovrstno sofinanciranje, pa na ministrstvu pravijo, da nakup takšnega preparata sodi med stroške tekočega poslovanja, zato sofinanciranje ni možno.